Rešitve, kako izkoristiti prostor na majhnih bivalnih površinah, so vedno zanimive. Oglejmo si stanovanje, ki je po prenovi zasijalo v čisto novem vzdušju. Gre za res majhno stanovanje, saj ga ujamemo skorajda z enim samim pogledom, ima pa vse, kar imajo velika. O prenovi in o tem, kako majhnemu stanovanju dati videz velikega, smo se pogovarjali z arhitektko Ano Gruden, ki je prenovo tudi načrtovala. To stanovanje je res veliko, dobrih 20 kvadratov, kar je pa velika prednost tega stanovanja. Kljub majhni kvadraturi so visoki stropovi. In to je strop, ki je visok 3,40 m. In ta strop omogoča izkoristek višine. Tako da tukaj vidite, da sem jaz v višini naredila spalno galerijo. S tem smo pa pridobili spalni prostor in ga umaknili od centralnega prostora. Tako da pri majhnih stanovanjih, če se le da, gre za izkoristiti vsak kvadrat, se pravi tudi v višino. V nemškem časopisu Berliner Zeitung so napisali zanimiv članek o majhnih berlinskih stanovanjih, ki jih je prenovila naša sogovornica. Na podlagi slednjega bi lahko rekli, da je strokovnjakinja za majhna stanovanja z visokimi stropovi. Glede mogoče na moje izkušnje, da sem živela bolj v urbanih centrih, kjer so kvadrature izredno visoke ob nakupu, sem probala res izkoristiti vsak kvadrat. Imela sem priliko parkrat izvesti tako imenovane spalne galerije, kjer naredim spalni prostor nad kopalnico ali pa nad kuhinjo, nad jedilnico. Recimo jedilnica je prostor, kjer sedimo, nismo visoki. V kopalnici ravno tako ne rabimo visoke višine. V bivalnem delu, v dnevni sobi je že fajn imeti višino, da deluje prostor veličastnejši. Ampak tam, kjer je višina lahko nižja, sem se poslužila tega, da sem naredila spalni del. Čeprav ima stanovanje zgolj eno okno, je zelo svetlo. Svetlobo se da v prostor dodatno vedno pripeljati preko ogledal, z umetno osvetlitvijo, mogoče s kakšnim na novo vgrajenim oknom, ki je od znotraj osvetljeno s svetilko ali pa gleda na osvetljen hodnik. Pa seveda z barvami tudi, se da povečati občutek svetlosti prostora. Da bi majhen prostor na videz deloval večji, je arhitektka uporabila različne elemente. Nad jedilno mizo je obesila predimenzioniran lestenec, ki temu sicer majhnemu bivalnemu prostoru doda občutek veličastnosti. Podobno kot zavese, ki segajo od stropa do tal in so celo nekaj centimetrov daljše, tako da se pri tleh rahlo nagubajo. Za majhne prostore je primerna tudi okrogla miza z eno sredinsko nogo, saj ob njo lahko posedemo večje število oseb. Stopnice, ki vodijo do spalne galerije, so ozke, da čim manj posegajo v prostor. Uporaba stekla in ogledal, ki lovijo svetlobo in jo zrcalijo po prostoru, ter svetle barve in beljen parket pripomorejo k iluziji večjega prostora. Ana Gruden pri oblikovanju interierja rada uporabi stare ali zavržene predmete, ki jim da novo uporabo. Kovinska ograja na spalni galeriji s svojim bogatim vzorcem meče sence. Stara vrata omare pa ustvarjajo vtis, da je za njimi še nek nov prostor. Cel interier deluje kot nekakšna mešanica različnih barv in okusov. Še enkrat to večkrat rečem, se mi zdi, da tak prostor, ki ima kombinacijo različnih stilov, različnih barv, različnih časov, ima svobodo dodajanja in svobodo odvzemanja. Ni podpisan z določenim trendom, ampak da uporabniku možnost, da si ga prilagodi glede na svoje potrebe. V stanovanju prevladujejo nežne pastelne barve, pri preprogi pa se je arhitektka odločila za malce močnejše tone. Barve jaz rada uporabim, zato so tle uporabljene ta pastelno modra, nežne barve. Glede preproge je pa tako, da tla so neka ploskev, ki nam dajo stabilnost. Ampak glede same preproge sem pa zaupala izbor mojemu prijatelju Farzadu, ki je pa za to največji specialist, tako da v tem smislu je on zbral tudi preprogo. In vem, da je prišel ta prostor z večjimi različnimi preprogami in jih probal in potem se je on odločil za to, ki jo zdaj vidimo in ki se mi zdi, da
prostor izjemno nadgradi. Preproga nima samo estetskega učinka. V prostor prinese toplino in mehkobo, poleg tega pa nase vleče prašne delce, ki se tako manj zadržujejo v zraku in po pohištvu. Sicer pa je z izbiro preproge podobno kot z umetniško sliko. Ta nas mora nagovoriti in očarati, potem pa se že najde pravo mesto zanjo.